Tanja Subotič-Levanič, pivovarna Laško Union Ljubljana, direktorica korporativnih odnosov. Pri vas imate v središču celega poslovanja trajnostno strategijo. Kako je do tega sploh prišlo? Drži. Naša strategija se v resnici imenuje Evergreen. In verjetno že iz tega imena je razbrati, da gre za to, da smo se odločili, da tečemo na dolge proge. In trajnost in odgovornost postavljamo v samo središče našega delovanja. Zdaj prideva do ljudi. Pri vas imate tudi delovna mesta prav za ta, da rečemo, podporo krožnemu prehodu. Kakšna konkretno? Pridem na delovna mesta, pa morda predtem povem samo toliko, da postavili smo si zelo visoke oziroma ambiciozne cilje. Heineken je prvi pivovar na svetu, ki si je do leta 2040 zastavil doseči ogljično nevtralnost, ampak z vmesnimi rezultati, kar pomeni do 2030 tudi doseči absolutno znižanje za 30% v celotni oskrbni verigi. In če se vrnem na vprašanje, zakaj je to pomembno, brez delovnih mest, strokovnjakov, ljudi dediciranih temu področju, zagotovo ne bi uspeli. Tako da ja, imamo delovna področja, ki se ukvarjajo konkretno s samim krožnim prehodom. Ta delovna mesta pa niso dovolj. Zakaj? Ker ljudje, sodelavci, strokovnjaki, ki se s temi področji ukvarjajo, seveda so tudi tisti prvi povezovalci s celotno organizacijo, z vsemi oddelki, kaj te trajnosti ne dosežeš, če ta ni prisotna v vsaki pori naše organizacije. In en pomemben vidik je tudi sodelovanje z lokalnimi dobavitelji. Kako so oni vključeni v vašo verigo vrednosti? Na več načinov. Na področju storitev, na področju recimo embalaže, na področju surovin. In mogoče izpostavim en primer, ki je morda znan, morda ni znan, ampak na njega smo zelo, zelo ponosni. To je naše sodelovanje s slovenskimi hmeljarji. In na primer v pivu Laško je 100% slovenski hmelj. In seveda povezava z pivovarji in hmeljarji je seveda zelo, zelo tesna. In kaj bi rekla, kateri so ključni projekti za leto 2022? V naslednjem letu, pričeli smo že s testiranji, v naslednjem letu ali pa v 2023 začnemo prehajati iz sekundarne folije, saj veste, tisti šestorčki uviti v plastično folijo, jih zamenjati s kartonastimi držali. In jaz resnično upam, da bodo tudi potrošniki to prepoznali kot veliko vrednost, saj na ta način res zmanjšamo do 64 ton manj sekundarne embalaže, ki bo šla potem. Preskok, ki ga bomo tudi potrošniki opazili. Drži. In še drži to, da pri vas začenjate sestanke s pivom? Res je in vedno. Ampak seveda odgovorno. Zato, ker poznamo skrivnost, to pa je pivo nič. In to pivo pa še pred sestankom, med sestankom, pa tudi po sestanku. Na zdravje, Tanja. Na zdravje.